Spominska hiša Otona Župančiča na Vinici je nedvomno ena pomembnejših muzejskih zbirk v Beli krajini. Pomen Otona Župančiča za Belo krajino in Slovenijo je seveda velik. Gre za pomembnega ustvarjalca, ki je pustil izjemen pečat in seveda smo lahko samo zadovoljni, da je ta zbirka predstavljena na tako odličen, modern način. V hiši si lahko ogledamo 3 zbirke, s katerimi upravlja Belokranjski muzej Metlika in ki predstavljajo tako s kulturnega kot turističnega vidika izjemno zanimivo točko za obisk. Zato so se odločili ti 2 dejavnosti, turistično in muzealsko, povezati. In vzpostavitev neke osnovne infrastrukture tudi v turistični namen je zelo pomemben. Nekako smo veseli, da lahko z našim delovanjem in področji delovanja najdemo in nadgradimo sinergijo kulture, muzealstva in pa turizma, ter na nek način s tem tudi povezujemo lokalno okolje in pa tudi prebivalce. Pa ne smemo pozabiti, da je Vinica obmejni kraj, skozi katerega posebno v poletnih mesecih teče zelo gost promet. Ne smemo pozabiti, da v zadnjem desetletju ali še več se je v Beli krajini razvil turizem na neko določeno raven, ki sedaj zahteva tudi stalno prisotnost na Vinici. Tovrstna turistična nadgradnja ne bo v ničemer zmanjševala pomena muzejskih vsebin, ravno nasprotno, je prepričan Weiss. Še vedno so te dominantne, osrednje in mislim, da bo tako ostalo tudi v bodoče. Poleg pomembne muzealske in izobraževalne bo Župančičeva hiša odslej torej predstavljala tudi informativno točko. Predvsem današnji turist je navajen, da je v čim krajšem času na čim enostavnejši način pridobi čim več informacij. Tako da ta sinergija, to združevanje vseh teh področji je lahko zelo koristno, predvsem pa bolj prijazno do uporabnika. Hišo z zbirkami si lahko brezplačno ogledate 8. februarja, ko bo dan odprtih vrat, in tako izkažete čast največjemu belokranjskemu literarnemu ustvarjalcu.